No, to bo zabavno gledati čez par let. Koliko jo je danes strah, pa česa specifično je strah? A v povezavi z tem? Ja. Kar zvoni. Mislim, reči, čez pravici povem, meni čist nečno. Tako res. Pa njih še ne odpuščajo, ni ga še strah. Pa verjetno si zelo samozavesten glede svojih sposobnosti. Ne? Ja. Ker recimo, če delaš v neki tovarni, neki v Nemčijo izvaža, pa nič drugega ne znaš delati, jaz že v tem veliko časa govorim, ker ne bo ta kriza tega naredila, ampak naslednjih 20 let, ne. Ti v bistvu ne boš imel prostora pod soncem. Ne. Jaz sem v bistvu še en korak dlje razmišljal. Jaz sem razmišljal, recimo, za primer, da je ta virus ful nevaren, ne? Oziroma tako, recimo predpostavljam, da zbolim in umrem. Pač, a se tega bojim, a bi bil tako, kaj bi v bistvu si mislil, se tudi tega v bistvu ful nekaj ne bojim. No. A se bojiš smrti? Ne. Veš, kaj je bilo zanimivo? Čakaj, ti si nekaj časa mislil, da imaš virus. Ali ne? Pa sem se šel testirati in je bilo negativno. Veš, kaj je po mojemu zanimivo? Mogoče te ni strah, ker tudi te številke še ne pomeni, da ti verjameš, da ti to lahko dobiš. Me zanima, a ko si ti mislil, da to imaš, se ti je ta strah povečal? Ja. A veš, to je zanimivo. To se vse reframe. Zdaj, če bi jaz tam bil na intenzivni, bi verjetno tako, nočemo umreti, ne? Ja. Ker jaz sem bil, mislim... Lahko je zdaj biti pameten, točno to, ker jaz sem isto, totalno me ni strah, ampak potem se spomnil na te, sem bil tako, čakaj, se nam pa zdi vročino, veš, zdaj tako, itak imaš 0,5%, da je kaj, tako, ampak ko si ti ta 0,5% možnosti, je to tako ful velik. Ja, res je. Če pa to odmislim, pa rečemo samo gospodarsko, pač časovno, pa to, pa tudi ne, no. Ok. Fearless. Gladiator. Ne, veš kaj, vsem tako razmišljam, pa tudi vse, kaj sem si v zadnjih 10 letih materialno lahko privoščil, pa to... Mislim, ne bojim se zdaj, da bi, če tudi vse to zgubim, pač vem, kako je to imeti. To je še enkrat zelo podobno prvi stvari. Ti zdaj je toliko daleč od tega, da verjameš v to, da bi lahko to zgubil, da verjetno, če pa ti zdaj jutri imaš pogovor, naša industrija gre v vsi mu zgubili jobe in verjetno naslednjih 24 mesecev ne boš služil, a veš, to je ful zanimivo. Pa je spet vprašanje do vsakega posameznika, a imaš ti zdaj nek safety net, a imaš neki keša, kako si pozicioniran. Kako se spopadaš s stvarmi? No sej, in če bi se to zgodilo mogoče 5 let nazaj, bi meni bilo ful strah. Ampak zdaj me ni. Jaz sem šel na 3-dnevni tečaj preživetja v gozd in preden sem bil tam, sem rekel, kako mi čakam, da grem tja, to bo itak zame easy, jaz sem športnik, veš, navajen sem na Tajsko hodam, bil sem v džungli, ni me tega strah. Ampak ko si enkrat tam, v bistvu vse to ego prizemljijo, take stvari, dogodki prizemljijo ego. In mene trenutno ni strah, ampak ko sem bil v tej situaciji, vem, da se zelo hitro lahko to spremeni. Jaz sem mazi tega doživel, ker jaz sem tako se zelo bal neke hude recesije, nisem si mogel predstavljati, da bo to hudo v našem sektorju, kot je zdaj, ampak sem zmeraj rekel zelo podobno kot ti, nekaj sem se naučil, pa že ful stvari sem izkusil, tako da tudi, če vse izgubim, ni več take panike. Pol je bil pa prvi dan, ko sem rekel, zdaj je pa, veš, ne, kad rečeš ti to, zdaj je to še zelo hipotetično, ker je tako 1% možnosti, da jaz zdaj nekaj izgubim, ker pa pri meni šlo iz 1% tako na 50%, no pa tako, to sem prej govoril 5 let, let mi si, kako bom pa zdaj na to gledal, ker pa sem dejansko, veš, to je isto, ker tako, če bi kdo napadil mene v klubu, bi jaz naredil, pa en napade, pa tako, model, nič nisi mogel narediti. In lahko je biti frajer v dobrih časih, pa hipotetično govoriti, ful bo zanimivo zdaj
Vsem se ne bo zgodil. Tistim, ki se bo zgodil, a bojo tudi imeli ne strah v situaciji. Ampak eni imajo pa strah že preden sploh pride do tega. A veš, samo to vprašanje je tudi zelo, ko vprašaš, a te je kaj strah. Res moraš dobro specificirati to situacijo, kaj ti misliš. Kaj zdaj ti misliš s tem? Ok, ne vem, a me je strah, če zdaj izgubim službo? Ja, bilo bi mi malo bedno, ampak veš, mogoče bi pa pol imel čas za neke stvari, ki imam zdaj tako že en let, nekaj v glavi, bi imel mogoče več časa, da se temu posvetim, ne? Ne vem, samo da dokončam, a to pomeni, ne vem, da zdaj izgubiš ves cash? Ja, valjda, mislim, to je pa brez cena, ne? A da zgubiš, ne vem, da landlord reče, da je 5 zdaj ven, ne, pa nimaš nikamor za iti. Ja, valjda, to me pa ful strah, ne. Ampak vseeno mora, to je spet je ful individualna situacija, ne. A imaš ti nek zdaj safety net, kaj ti znaš delati. Pravilno vprašanje. Ful moraš specificirati, ne, a te je strah, ne vem, če te zdaj odpustijo. A te je strah, če ne vem, a veš, pa je čisto drugo vprašanje, a te je strah, če je družbeni kolaps? Valjda, to me je pa ful strah. Moje vprašanje je to, ali te česarkoli strah? A lahko popravim to vprašanje? A si kaj anksiozen? To je v bistvu vprašanje, ki pokrije vse. Pa glede česa? Ne, a si kaj? Aha, sem? Glede česa? Anksioznost je skrb glede prihodnosti. Mogoče zelo malo. Od 1 do 10. Raj bom opisal. Mene je najbolj strah teh ekstremnih situacij, veš, da imaš nek res tak družbeni kolaps. Tako, da je pa, ne vem, mislim, če moram zdaj biti en let doma, zaprt. Itak si vadil to cel svoj life, ker si geeko doma, tako da se ne bo več smel. VR. Ja, moraš zelo biti specifičen. Če me je česarkoli strah, ja, itak, pri enih stvareh razmišljaš, ne? Ampak zdaj, če me je pa točno zdaj v tem trenutku, mislim, da jaz imam ful srečo, ne vem, da veš, vsem sem tako pozicioniran, ker mnogi ljudje niso in dejansko imam srečo zdaj v tej situaciji, ne? Zato mogoče tudi ne čutim. Ja, skrb pa strah sta različni stvari. Pa ti si glih prav čas dobil punco. A si predstavljaš v tej karanteni, da bi zdaj bil sam doma, tako da timing si imel perfekt. Ti veš, kako je, ne? Kaj pa ti? A si kaj anksiozen? Ne. Jaz v bistvu sem trenutno zelo, zelo srečen. Prav tako, moja raven sreče, verjetno serotonina, ne vem, če je kdaj bila toliko visoka. Hudo. Ta life zdaj, ki ga živimo, ta način življenja, ki ga imam, mi ful očitno ustreza. Da si skozi doma zaprt. Ne. Zjutraj vstanem. Da ne vidim ostalih ljudi. Zjutraj vstanem, zmeditiram in grem ven na sprehod. In ta sprehod je tako pol ure, 45 minut, 1 uro. Ne. In potem tukaj delam. In zvečer nekaj gledam, ali grem še enkrat ven. In tako, zelo na nižjih obratih je življenje. Na nižjih obratih je celo naše življenje. Ne. In ne gledam toliko social medije, teh zaskrbljenih stvari, ne gledam medijev. In če bi verjetno moja stopnja anksioznosti bila višja. Kaj zdaj sploh ne gledaš več? Ne, zelo malo, zelo omejeno. Pa to, da meditiram. Ker jaz v bistvu vsakič zjutraj, ko se usedem, vidim, koliko meaningless je, da bi se sekiral, ker nimam to kontrole. In to je samo ta anksioznost brez namena. In to je čist brez veze. Če stoicistično pogledamo. Nimamo kontrole nad tem, imamo kontrole samo nad sabo. In boljše, da se ne sekiraš. Mogoče spet je bolj pomembno pol razmisliti o teh odnosih. Ja, to veliko si omenil punco, ne? Mislim, to zdaj meni ful pomena, veš. Se verjetno meni tudi. To je čist drugačno. Sam je drugačen. Ja, to je čist drugačna dinamika. V bistvu meni zdaj bolj, to mi ful pomena, ne? Pač to razmerje in da, jaz si tudi tako predstavljam, tudi če ne bi zdaj bila neka taka situacija, če si ti z nekom skupaj v neki situaciji, mislim, to je, jaz vedno rečem, to so dva pogleda, dvoje možgan v eni situaciji, ne, močnejši si, ne. Mislim, ja, ok, mogoče zdaj, če zapadem v neko finančno krizo,
Mislim, sej bojo prišli boljši časi, ne? Ali pa je pač pol je pa res na tep, pol je pa uno, ne? Put your money where your mouth is, ne? Če si bil nek hud general, če si hud general, boš in v dobrih časih in v slabih. Ne?